Duševno zdravje odraslih. Težko rečemo, kdaj ljudje postanemo odrasli. Eni mladi se po zaključeni srednji šoli zaposlijo, drugi mladi gredo študirat, eni zgodaj dobijo družino, drugi si vzamejo čas za potovanja in raziskujejo različne možnosti. Odrasli ljudje smo si med sabo različni, vsi imamo v življenju veliko preizkušenj. Drugi ljudje in družba od nas zahtevajo veliko stvari. V odraslosti se nam zgodi največ stvari. Ko odrastemo, postanemo samostojni, imamo svoje bivališče in denar. V službi delamo, službi namenimo veliko časa. Služba nam lahko prinese srečo, pa tudi obremenitve in stres. Eni ljudje si najdejo partnerje in si ustvarijo družino. Partnerstvo in družina nam lahko prinesejo srečo, pa tudi obremenitve in stres. Eni ljudje ostanejo samski. Samsko življenje nam lahko da več svobode in časa, lahko pa se počutimo osamljene. Osamljeni smo lahko tudi, če imamo partnerja ali družino. Takrat se nam zdi, da nas partner ali družina ne sliši in ne razume. Ne počutimo se jim blizu. Osamljenost je tista, ki pri odraslih ljudeh najbolj vpliva na duševno zdravje. Zelo pomembno je, da si vzamemo dovolj časa za stvari, ki jih radi počnemo. Vzamemo si čas za prijatelje in druge ljudi v našem življenju. Ko smo že malo starejši odrasli, imamo lahko še več skrbi. Mogoče moramo skrbeti za svoje otroke in za bolne, ostarele starše ali sorodnike. Poleg tega še vedno hodimo v službo. Imamo partnerja. Zaradi naporov se lahko znajdemo v duševni stiski. Za dobro duševno zdravje je pomembno, da si vzamemo čas zase. Za sprostitev, za hobije, za druženje z ljudmi. Pomembno je, da najdemo tisto, kar nas veseli in osrečuje. V odraslosti je duševno zdravje zelo pomembno. Če smo zdravi, smo lahko zadovoljni, živimo lahko dobro življenje. Pomemben del našega zdravja je duševno zdravje. Duševno zdravje vpliva na to, kako razmišljamo, čutimo, se obnašamo, delamo, sprejemamo odločitve in obvladamo stres. Duševno zdravje pomembno vpliva tudi na naše odnose z drugimi ljudmi. Duševno zdrav, odrasel človek se počuti dobro, ima občutek sreče, zadovoljstva in smisla, ima zdravo samopodobo, se spoštuje, dobro misli o sebi in drugih ljudeh, ima dobre odnose z drugimi ljudmi, zaupa vase in svoje sposobnosti, občuti notranjo moč, verjame, da bo vse dobro, je aktiven in ustvarjalen, se počuti povezan z drugimi ljudmi in okoljem, želi si prispevati k skupnosti, uspešno rešuje preizkušnje. Zakaj se lahko duševno zdravje odraslih poslabša? Vsak odrasel človek ima lahko kdaj težave in se slabo počuti. Naše duševno zdravje lahko poslabšajo kronične zdravstvene težave in bolezni. To so težave in bolezni, ki trajajo dlje časa. Težke življenjske razmere, na primer denarne težave ali neprimerno stanovanje, sprememba ali izguba službe, stres v službi. Sem spadajo tudi slabi odnosi med sodelavci, preveč dela in premalo prostega časa, težave v odnosih z drugimi ljudmi, težave s partnerjem, na primer, da je partner do vas nasilen, spremembe, kot je selitev od doma, rojstvo otroka, premalo podpore bližnjih ljudi, nesrečni dogodki, na primer poškodbe, izguba bližnje osebe ali izguba odnosa z bližnjo osebo, na primer izguba partnerja ali prijateljice, slabe navade, na primer premalo spanja, gibanja, slaba prehrana, preveč alkohola,
različne zasvojenosti, različne značilnosti naše osebnosti, značaja. Ne znamo se boriti s stresom, ne upamo si poiskati pomoči za duševno stisko. Kdaj poiskati pomoč? Pomoč poiščemo, ko težave trajajo že nekaj časa, sami ali s pomočjo bližnjih ljudi težav ne znamo rešiti. Pomoč poiščemo čim prej, tako bomo lahko težave prej rešili, prej se bomo boljše počutili in imeli boljše življenje. Več informacij o pomoči je na spletni strani www.zadosevnozdravje.si. Vir www.zadosevnozdravje.si /duševno-zdravje /življenjska-obdobja /odrasla-doba